Trenutno v Splošni bolnišnici Brežice na COVID oddelku zdravimo 40 pacientov, na voljo pa imamo sicer 45 postelj. Že kar nekaj časa več nimamo samo negovalnega COVID oddelka, ampak zdravimo akutne paciente. To je že od 19. oktobra dalje. Do zdaj smo obravnavali na COVID oddelku 144 pacientov in trenutno imamo v obravnavi samo akutne paciente, nič več ne sprejemamo pacientov na negovalni COVID oddelek. Če je potreba, seveda lahko nudimo vsakemu pacientu, ki potrebuje intenzivno terapijo, tudi intenzivno terapijo. Vendar poskušamo takšne paciente, potem ko jih pripravimo ustrezno, stabiliziramo, premestiti na zdravljenje v katero od drugih bolnišnic. Največ takšnih pacientov pošljemo na kliniko Golnik ali pa v Splošno bolnišnico Novo mesto. Do sedaj smo na tak način premestili iz naše bolnišnice 3 paciente. Kadri se pojavljajo občasno okužbe, do nekaterih pride znotraj bolnišnice, do nekaterih izven bolnišnice v okviru družinskega življenja. Tako bi rekla, da povprečno imamo v bolniškem staležu zaradi COVID-a od 5 pa do 15 zaposlenih dnevno, kar predstavlja od 3 do 5% zaposlenih. To ni tolikšno število, da bi za nas predstavljalo kak večji problem pri organizaciji dela. Vendar seveda se zavedamo, da lahko pride hitro do spremembe in v primeru, da bi bilo teh odsotnosti zaradi okužb zaposlenih več, potem bi zelo težko izpeljali organizacijo dela, da bi delali pač v takšnem obsegu, kot to delamo sedaj. Pravzaprav smo jih že prej. In sicer na oddelkih, kjer je prišlo do pojava okužb, smo potem seveda testirali tudi vse zaposlene v tisti organizacijski enoti. No, ta odredba ministra, ki je izšla prejšnji teden in je bila popravljena v soboto, pa to pravzaprav zdaj predvideva, kar smo mi že počeli. Če se želijo testirati tudi drugi zaposleni, ki niso v oddelkih, kjer se pojavi okužba, pa imajo kakršenkoli simptom, seveda omogočamo tudi vsem ostalim, da se testirajo. Testov imate dovolj? Testov imamo zaenkrat okrog 800, tako da to zadostuje za naslednje 2 tedna, tako za paciente, kakor tudi za naše zaposlene. Bomo pa danes objavili javno naročilo, s katerim želimo izbrati potem dobavitelja hitrih testov za nekoliko daljše časovne obdobje, predvidevamo za 1 leto.